Novi protesti na Trgu Svobode. Mariborska livarna od decembra z novim vodstvom. Družina Gerd iz Metave je dobila nov dom. Rokometaši uspešno v evropskih pokalnih tekmovanjih. Lepo pozdravljeni. Pred uro in pol so se na Mariborskem Trgu Svobode zbrali protestniki, privrženci skupine, ki na družabnem omrežju poziva župana Franca Kanglerja k odstopu. Skupina ima na spletu že 20 000 podpornikov, na vsakem protestu, tokratni je že četrti, pa je tudi na ulicah vse več ljudi, ki vzklikajo "Gotov je". Za danes je bila sicer napovedana tudi seja mestnega sveta, a so jo odpovedali. V mestu med protestniki je Matej Korošec. Dober večer. Okoli 3000 protestnikov, lahko odkrito rečemo, da je v tem trenutku na Trgu Svobode tukaj v Mariboru. Sami organizatorji na Facebook strani Franc Kangler naj odstopi z mesta župana Maribora nekako pričakujejo od 3 do 5 tisoč protestnikov. In kot kaže, bo ta številka nocoj tudi dosežena. Sicer pa predlagam, da kar pogledamo izjave nekaterih protestnikov. Mislim, da že vsi dobro vemo, kaj on počel v Mariboru. Nasplošno začel se je z radarji, s koruptivnostjo in tako naprej, tako da se je preveč vsega nabrali in je pač zadeva izbruhnala ven. Maribor je prej bil industrijsko mesto, zdaj je postal pod Kanglerom policijsko mesto. Ne smem za avto iti v mesto, ker imam stari avto, ker nimam denarja, ne smem se preko hitre ceste pelati, ker nimam vinjete, ne smem se pelati malo bolj hitro, ko so postavili radarje. To je policijsko mesto. Bi rad celi Sloveniji in vsem rekel, da se v Mariboru ni zgodila ulica, da to niso vandali, ampak se je zgodil upor Mariborčanov. Vandale je pa iskati tam tistim, ki so pobrali tem ljudem, ki so še pred 20 leti imeli neke pravice in še neke dohodke. Berem, da županova družina ne ve, kako bi upravičila vloge na transakcijski račun. Ti ljudje pa že nekaj mesecev imajo na transakcijskem računu nič. Franc Kangler sicer vztraja, da ima še vedno visoko podporo v svoji koaliciji, čeprav realnost ni takšna. Sama koalicija se je danes sestala z njim, a dokončnega še ni povedala. Počasi ga namreč zapuščajo dosedanji politični podporniki. Franc Kangler je sicer danes ob 13. uri odprl vrata občine za pobudnike protestov in tudi za predstavnike opozicije. Vendar se na sam sestanek ni zglasil nihče, morda tudi zaradi same zastraženosti občine. Okoli nje je bilo več 10 policistov in več 10 varnostnikov. Sicer pa Franc Kangler odhaja z današnjim dnem na 10-dnevni dopust, pravi sicer, da ostaja v Mariboru. Vsekakor pa mu ljudstvo, njegovi volivci, tudi sporočajo svoje. No, več o dogajanju na Trgu Svobode v Mariboru pa v naslednjih informativnih oddajah Televizije Slovenija. Z vožnjo avtobusa po središču mesta so se protestom pridružili tudi stanovalci doma upokojencev Danice Vogrinec. Kot so dejali, jim je dovolj županove samovolje, pa tudi sprenevedanja mestnega sveta, ki se tudi po dobrih 2 mesecih še ni opredelil glede imenovanja direktorja doma. Naša ekipa se jim je pridružila na avtobusu. Še pred odhodom avtobusa izpred doma upokojencev so ga protestniki najprej polepili s plakati. Ogromno je zapravo Maribore in sploh ne bi bilo treba tudi iti tja, on bi naj odstopil. Šele na to je voznik dobil zeleno luč, da lahko odpelje. Kdaj že imeli takšno skupino, kot jo imate danes? Ne, to redko, take protestnike. Samo pravim, nikoli ni prepozno. Nezadovoljstvo do lokalne politike so upokojenci na to izražali žvižgi, pesmijo in avtobusno sireno. Občina nas ne priznava, ima dvojna merila za domove in to nas je spravilo tako daleč, da smo se odločili, da gremo danes protestirati. Na protest jaz grem osebno za podporo direktorju. Tega župana imam zadosti. Župan pa bi mogel odstopiti že iz tega vidika, ker je zavozil dosti v Mariboru. Ob koncu vožnje pa so iz avtobusa odnesli še zaboj, v katerega so zložili darila, ki jim jih je ob obisku doma podaril župan Kangler. Zaboj z vsebino pa je nato simbolično končal v kesonu.
In če se vrnemo k začetku protestov. Povod za te so bili stacionarni radarji, ki si jih je občina omislila v javno-zasebnem partnerstvu. Od polovice oktobra so ujeli več kot 40 tisoč prehitrih voznikov. Prekrškarji, ali najhujši, bodo naloge za plačilo kazni prejeli decembra. Težav z odpravo glob za okoli 85% voznikov, ki so v dobrem mesecu dni mimo novih mariborskih radarjev peljali prehitro, na redarstvo ne vidijo. Sklicujemo se na posebne okoliščine. V začetku leta 2005 je državni zbor sprejel, ker se srečeval z enakim številom ogromne količine prekrškov, isto rešitev, da je procesuiral samo težje prekrške, medtem ko je ostale praktično spregledal. Župan Kangler, ki je pod vse večjim pritiskom javnosti, naj na to ne bi vplival. Župan katerekoli občine ne more o tem odločati, tudi v tem primeru ni odločal župan. Odprava večine glob ni najbolj pogodu podjetju Iskra Sistemi. To bo v obnovo sistema cestnega prometa v Mariboru vložilo skupaj okoli 30 milijonov evrov. Poplačilo pa je po pogodbi z mariborsko občino predvideno z denarjem od glob za prehitre voznike. V ravnanje mariborskega medobčinskega redarstva se v Iskri noče vmešavati, vendar za nas predstavljajo neke velike abolicije, če bi se naredile problem, ker bomo imeli problem z izplačilo investicije. Na današnji dan, če pogledamo, tako smo mi vložili že kar nekaj milijonov evrov, prihodkov smo dobili 0 evrov. Zaradi vandalizma na 10 radarji od skupaj 30 so imeli v Iskri škode za okoli 300 tisoč evrov. Nadzorni svet Mariborske livarne Maribor je danes sprejel odstop prvega moža družbe Branka Žerdonerja, ki bo brez odpravnine mesto predsednika uprave prepustil Borisu Šlambergerju. Menjavo na vrhu družbe naj bi bile zahtevale banke, ki so s konverzijo terjatev postale večinske lastnice družbe. Novi direktor, ki je bil v preteklosti član vodilne ekipe propadlega Almonta in direktor nekdanje tovarne dušika Ruše, pa bo vodenje Mariborske livarne prevzel 1. decembra. Branko Žerdoner, ki je Mariborsko livarno Maribor vodil v zadnjih 10 let, je svoj umik utemeljil kot samoumevno posledico po spremembi lastniške strukture. Meni se to zdi v bistvu usklajeno, razumno in logično dejanje ob tem, da smo na moje veliko veselje uspeli pridobiti vse formalno pravne sklepe pri vseh 3 bankah za vstop v lastniško strukturo. In prav banke, ki so s konverzijo dela posojil v lastniški delež postale večinske lastnice Mariborske livarne, naj bi zahtevali Žerdonerjev odstop. Dobre 4,3 milijone evrov vreden vstop Abanke, Vipa, Probanke ter nove KBM v lastniško strukturo pa je po mnenju Žerdonerja kratkoročen, a za Mariborsko livarno še kako koristen. Mislim, da se dajo stvari absolutno sanirati in tisto, kar je bilo izgubljeno pod narekovaji v teh 2-3 mesecih, se da nadoknaditi. S 1. decembrom bo krmilo Mariborske livarne Maribor prevzel Boris Šlamberger. Žerdoner, ki mu prepušča mesto, pa vse zaenkrat ostaja v podjetju, ki v delovno-intenzivni panogi še vedno zagotavlja kar okoli 800 delovnih mest. Danes okoli poldneva je zagorelo ostrešje v večstanovanjskem objektu v Poljčanah. Ogenj je popolnoma uničil streho in 7 stanovanjskih enot v mansardi. Škoda bo presegla 100 tisoč evrov, 14 stanovalcev pa si bo moralo streho nad glavo začasno poiskati drugje. Vzrok požara, ki ga je 50 gasilcev ukrotilo po 2 urah, še ni znan. Od polnoči bomo točili dražje gorivo. Neosvinčeni 95 in 100-oktanski bencin bosta dražje za slaba 2 centa. Dizelsko gorivo se bo podražilo za slab cent, malenkost za slabega pol centa pa bo dražje tudi kurilno olje. O drugem dogajanju doma pa v kratkem pregledu. Vlada in socialni partnerji ponovno poskušajo doseči kompromis glede pokojninske reforme in uspešno končati pogajanja. Sindikati še vedno niso zadovoljni s predvideno višino pokojnin, prehodnimi obdobji in poklicnimi pokojninami. Če jim bo danes uspelo uskladiti stališča, bodo jutri podpisali dogovor. Še ta teden pa naj bi pokojninsko reformo znova obravnaval državni zbor. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je znova opozoril, da bi imele spremembe na področju vrtcev in osnovnih šol, ki jih predvideva zakon za uravnoteženje javnih financ za občine, uničujoče posledice za kakovost predšolske vzgoje in da se s tem vračamo 30 let v preteklost. Vlada predvideva spremembe standardov in normativov oziroma povečanje delovnih obveznosti vzgojiteljev in njihovih pomočnikov ter povečanje števila otrok v oddelkih. Na področju osnovnega šolstva pa oblikovanje šolskih okolišev.
zvišal. Zaposleni v šolah in vrtcih so pred meseci pristali na nižanje plač v zameno za ohranitev standardov, je opozoril Branimir Štrukelj. Zato se bodo v Svizu proti spremembam borili tudi stavko in referendumi, če bo potrebno. Jureta Jankovića, sina ljubljanskega župana, so danes ponovno obiskali rubežniki. Janković namreč ni poravnal 3 milijone evrov dolga do podjetnika Marjana Pišljarja, kot je obljubil pred 2 tednoma, ko je bil rubež prestavljen. Tokrat pa so rubežniki dobesedno izpraznili hišo v Grosupljem, ki je sicer last Zorana Jankovića. Sin Jure pa naj bi v sredo, dan po izteku roka za poplačilo dolga, odjavil stalno bivališče v Sloveniji in se prijavil na Cipru. Potem, ko je predsednik SLS-a Radovan Žerjav sporočil, da na rednem volilnem kongresu stranke marca prihodnje leto ne namerava več kandidirati za predsednika stranke, je podrobneje pojasnil svoje razloge za to. Ponovil je, da je odločitev bila težka in je dobro razmislil, preden jo je sprejel. Razmišlja tudi o umiku iz politike, nazaj v gospodarstvo, če ne bo ostal gospodarski minister. Prepričan je tudi, da stranka zaradi njegovega umika ne bo razpadla, prav tako pričakuje, da bo novo vodstvo nadaljevalo z začrtano smerjo. V SDS-u in Desusu Žerjavovo odločitev obžalujejo, enako tudi predsednik Državljanske liste Gregor Virant, ki Žerjava ocenjuje kot razumnega politika, s katerim se je moč dogovarjati. V naslednjem prispevku pa o tem, da Slovenci v najtežjih trenutkih zares znamo pomagati drug drugemu. To so posnetki hiše družine Gert iz Metave pri Mariboru, ki je na Silvestrovo pred 2 letoma pogorela do tal. Tragedija pa se ni končala le z gmotno škodo. V požaru je družina izgubila še očeta in moža. Čeprav boleč spomin na tragični dogodek ostaja, pa so družino Gert osrečili mnogi donatorji in prostovoljci, zaradi katerih danes živi v popolnoma prenovljeni hiši. Na mestu skoraj 300 let stare hiše, ki se je najverjetneje vnela zaradi napake na dimniški napeljavi, danes stoji nova, trden in varen dom za 3 generacije žensk, babica, mati in hči. Vse je drugače. Prej je pač bila ena luknjica, pa v tisti luknji smo živeli, ne? Zdaj pa je le vse drugače. Jaz se zahvaljujem vsem, tisti, ki so mi od vsega začetka pomagali pa do konca. Hči težko izpostavi, kaj je v novem domu najbolj všeč, a nekaj posebnega je gotovo lastna soba. Ker sem prej bila v eni sobi z mamo in babico, da pogoji za učenje so bili zelo slabi. Klicu na pomoč so se odzvali tako domačini kot drugi. Do zdaj se je nabralo preko 41.000 evrov. Za več tisoč ur dela so postorili prostovoljci. Odzvala so se številna podjetja. Lažje so ti privatniki ali pa firme dali v materialu, kot pa v finančnem. In to nam je vse prav prišlo. Mi smo vse uporabili. Vse, kaj smo dobili, vse smo vgradili. Tudi notranjo pohištvo, se pravi od postelj, omar, kopalniške opreme, kuhinje, to so vse donatorji dali. Tudi ves denar, ki je prišel do zadnjega centa, bomo dali tej družini. Dobrota donatorjev se je na poseben način dotaknila tudi najmlajše. Ja, v bistvu je to zelo vplivalo na mojo odločitev za poklic, ker sem videla, da ljudje vseeno še imajo nekaj dobrote v sebi, še vedno se splača jim pomagati, tudi ko so bolni. Obiskujem srednjo zdravstveno šolo in to v bistvu, dosti je pripomoglo k temu. Ker hiša še ni dokončana, Rdeči križ še vedno poziva ljudi dobre volje, da darujejo po svojih močeh. V Mariborski galeriji Društva likovnih umetnikov je do 8. decembra na ogled razstava akademske slikarke Anke Krašne. Naslov razstave Neko sušno obdobje si je mogoče razložiti na več načinov. Avtorica pa tokrat upodablja tudi splošno znane svetopisemske motive. Slikarka izpostavlja predvsem 2 živalska simboliko nabita motiva. Grešnega kozla v zgornjih galerijskih prostorih in kačo kot podobo hudobca v spodnjih prostorih. Ta mentaliteta oziroma to početje je, jaz mislim, zelo, zelo aktualno tudi zdaj. Tisto vse stvari na drugega prenesti. Nekdo pač mora biti grešni kozel. Tu spodaj je pa dejansko krivec. Tega pa jaz upam, da lahko začutite. Kot se izrazi likovna kritičarka Mete Gabršek-Prosenc, ta gromozanska telesa kač dobesedno iztiskajo življenje iz ljudi. Z neko zgodbo obuditi naša čustva in hkrati pripoveduje neko svojo lastno osebno zgodbo in pa zgodbo, ki velja pravzaprav za današnji ne ravno vesel svet. Tu je predvsem ta simbolika osebne in skupne stiske. Anki Krašni so tudi sicer blizu močne barve in tudi pričujoča razstava priča o neizogibanju izrazitim barvnim poudarkom.
Barva je v bistvu seveda tisti glavni moment v mojem slikarstvu in vedno jo jemljem simbolično. Z razstavo, ki jo je slikarka zasnovala v mešani tehniki, pa se vrača k začetkom svojega slikarskega opusa in k izjemni pripovednosti. Še šport. Slovenski rokometni prvoligaši, ki igrajo v evropskih pokalih, so v pomembnem tekmovalnem obdobju. Velenje in Celje si zagotavljata nastop v drugem delu Lige prvakov, Koper in Maribor pa sta korak do uvrstitve v skupinski del pokala rokometne Evropske zveze. Koprčani so prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij proti Portu dobili za 6 golov, Mariborčani pa so v Sisku izgubili za zadetek. Izhajajoč iz rezultatov imata tako primorski kot štajerski prvoligaš velike možnosti za napredovanje. Sodeč po odvijanju tekme v Sisku, kjer so bili večji del v prednosti domači rokometaši, so bili po njej zadovoljni oboji. Tudi če bi bil rezultat nekoliko drugačen, se možnosti za napredovanje v skupinski del lige EHF ne bi spremenile, saj sta obe ekipi sposobni na povratni tekmi v Mariboru igrati bolje, kot sta v Sisku. S tem, da Hrvati ne smejo izgubiti, Branikovci pa morajo doseči pozitiven rezultat glede na tistega v Sisku, ko je na koncu na semaforju pisalo 30-29. Vrlo teška i borbena utakmica, puna dinamike na kojoj smo mi izvukli pozitivni rezultat, što nam je bio i cilj. Nadali smo se nečem većem, ali eto uspjeli smo pred našom domaćom publikom ostvariti pozitivan rezultat. Reakcije občinstva so kazale, v katero smer se odvija tekma. Dvorana v Sisku je bila dodobra napolnjena. Če se bo tudi v Mariboru zbralo toliko ljudi, v Brezovici jih je bilo okoli 1500, potem bodo rokometaši v vijoličastih dresih lažje izpolnili svoje cilje. Mislim, da bomo v Mariboru pokazali, da smo mi boljše moštvo, čeprav seveda se je Sistia pokazala kot izredno trd nasprotnik. To je bila zelo težka tekma, v kateri so res igralci morali pokazati vse, kaj znajo. Da smo pravzaprav popolnoma enakovredno to tekmo odigrali. Nekaj časa se je tehnica že nagibala na njihovo stran, nekoliko bolj pa potem nekoliko bolj na našo. Da se igralci Siska niso rezultatsko oddaljili, je ob najučinkovitejših Branikovcih, Zarabcu, Razgorju, Špeliču in Šoštariču, zaslužen vratar Pešić, ki je v kritičnih trenutkih nekajkrat odlično posredoval. Pa mene nisu iznenadili, mene nisu odigrali ništa posebno koliko smo mi odigrali loše. Ja mislim da smo mi mogli i znam koliko možemo, jer protiv Kopra i protiv dosta boljih i jačih ekipa smo to pokazali i mislim da ovo danas nije izgledalo koliko mi možemo i znamo, ali nadam se sad evo u srijedu imamo gorenje pa... Vratar Mariborčanov pričakuje, da bo drugače. V vsakem primeru nas v sredo v dvorani Tabor čaka zanimiva prvenstvena tekma, v kateri Branikovci nimajo kaj za izgubiti, saj igrajo Velenjčani v izjemni formi. Mariborski nogometaši so v derbiju 20. kroga nogometnega prvenstva proti Kopru dosegli že 15. zmago, čeprav so odigrali le 18 tekem. Tretje uvrščene Koprčane, ki so predtem nanizali 6 tekem brez poraza, so včeraj v Ljudskem vrtu premagali z rezultatom 3-0. Prvo ime dvoboja je bil Agim Ibrahimi, ki je ob 2 zadetkih prispeval še podajo ob golu Nikole Komazica. Jaz bi rekel normalno, da smo bili malo utrujeni, ampak mi smo profesionalci in tako da šli smo v tekmo maksimalno. Hoteli smo zmagati in na koncu zasluženo smo zmagali. Vemo, da Koper ima zelo dobro ekipo, mlado ekipo in niso prišli samo, da igrajo na pozitiven rezultat. Hoteli so tudi oni zmagati, ampak na koncu imeli smo več priložnosti in zasluženo zmagali tekmo. V Mariboru je potekal drugi krog državnega ekipnega boksarskega prvenstva. V ospredju je bil zanimiv dvoboj med Kujevcem iz Ptujskega ringa in Stojlovom iz ljubljanskega kluba Golden Gloves, ki se je končal s tesno zmago Štajerca. V tekmovanju, ki poteka od oktobra do marca, sodeluje 19 klubov, boksarji pa so razvrščeni v 2 ligi. V prvi boksajo tisti, ki imajo za seboj 6 ali več dvobojev, v drugi pa so novinci, ki so v ring stopili do 5-krat. V prvi slovenski ligi trenutno najbolje kaže tekmovalcem iz Slovenske Bistrice, v drugi pa so v ospredju borci iz Legionarja, Ringa, Rudolfovega in Gladiatorja. Za konec pa še o dogajanju na tujem. V Bruslju je znova v središču pozornosti pomoč Grčiji. O novi mednarodni finančni injekciji v višini 31 milijard evrov in pol razpravljajo finančni ministri držav z evrom.
Skušali bodo doseči soglasje o pomoči, opazovalci pa opozarjajo, da je verjetnost, da bi Grkom že danes odobrili nov obrok pomoči, majhna. Španski časniki poročajo, da naj bi Španija za pomoč bankam območja evra zaprosila za do 42,5 milijarde evrov. Španske banke bodo morale v zameno za pomoč korenito prestrukturirati in skrčiti dejavnost. Območje evra pa naj bi pomoč odobrilo sredi decembra. V Katarju se je začelo 18. srečanje pogodbenic okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah in 8. srečanje podpisnic Kjotskega sporazuma, na katerem bodo pogajalci iz skoraj 200 držav razpravljali o boju proti podnebnim spremembam in pomoči revnejšim državam pri prilagajanju na spremembe v podnebju. Cilj pogovorov je globalno temperaturo ohraniti pod 2 stopinjama Celzija nad predindustrijsko ravnijo. Organizatorji svetovnega nogometnega prvenstva leta 2014 v Braziliji so poimenovali maskoto mundiala. Uradna maskota svetovnega nogometnega prvenstva, redka vrsta brazilskega pasovca, je dobila ime Fuleko, ki je skovanka med besedami futebol in ekoložija. Poglejmo še vreme. Jutri bo na vzhodu deloma sončno, drugod bo pretežno oblačno. Pihal bo tudi okrepljen jugozahodnik. Dnevne temperature bodo podobne današnjim. Do 13 bomo namerili, na vzhodu in ob morju tudi do 16 stopinj Celzija. V sredo se bo dež na zahodu ukrepil in se širil proti notranjosti. Na severovzhodu bo še večinoma suho, v noči na četrtek pa bo tudi tu prehodno nekaj padavin. V četrtek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, drugod bo občasno še rahlo deževalo. Hvala za pozornost in prijeten zadnji novembrski teden vam želimo. Nasvidenje.